profesorica z dvojnim doktoratom Ana Volk z umazanimi rokami od prsti. Kako bi navdušili še ostale, da to počnejo? Kako ogromno znanje je na fakultetah, na inštitucijah v Sloveniji in zakaj ne znamo pridelati svoje hrane? Kdo je tu kriv? Birokracija, Evropa, ljudje, zavest, učitelji, morda izobraževalni program. Kdo je tukaj kriv in kako vi to uspevate, da na svojem posestvu, na Mednarodnem centru za samooskrbo v Dolah in na fakulteti izobražujete in vse to pokažete v praksi in kaj menite, da je bilo potrebno storiti, da bi krenila Slovenija planetu v pravo smer? Irena, hvala za vprašanje. Najprej bi izkoristila in pozdravila moje študente, ki so tukaj le, tako da dobrodošli. Cilj je, da se znanost končno premakne, da znanost ne obstane v svojih okvirih teorije, ampak da mora nujno povezati mlade v razmišljanje, v način življenja in seveda je prva naloga nas, profesorjev na fakulteti, da pokažemo, kako se da živeti samooskrbno, ker čas, v katerem smo, več ne dovoljuje biti odvisen od globalnega sistema, ker ta nam je bil pokazal, da globalizem je in ga ni in se potem moramo znajti sami in sama rečem hvala Bogu, da je bila ta korona, kakršnakoli je bila, da nam je pokazala, da moramo najti drug način življenja in med nami je kar veliko posameznikov, ki se poznamo, ki živite že drugi način življenja na osnovi lastnega znanja, prakse in predvsem povezave z lokalnim okoljem. Tako da na del vprašanja, kdo je kriv, je dejansko cel sistem zadnjih 40 let, ki je krenil v industrijsko kmetijstvo s ciljem, da se čim več poceni hrane proizvede in posledično čim več bolanih ljudi, ki niso več sposobni razmišljati, ampak so samo materialno odvisni od nakupov, v sebi pa potem nimajo zmožnosti biti veseli, imeti motivacijo do kakršnega koli dela. In to zdaj preobračamo. Preobračamo pa ne z novimi članki in z knjigami in z filozofiranjem, ampak dejansko z načinom življenja. In zato smo se odločili in to smo tudi naredili, na fakulteti uvedli praktične predmete in zato študente so zdaj vključeni tudi v projekte, tudi v projekt Savinja, ki je zdaj pred grožnjo, da ga znajo pač reko Savinjo in dolino obremeniti z nasipi. Tudi skupina študentov sodeluje v 2 projektih, kjer bomo uporabili znanje in to preprečili. Bravo! To pomeni znanje za dobro ljudi. Hvala. Znanost nova bo drugačna, kot je bila do zdaj. Najlepša hvala. Anton Komat, napisali ste ogromno knjig. Povedali nam, da voda, seme, naravni viri je osnova za preživetje. Zakaj menite, da odločevalci govorijo, da imamo že več kot 660 industrijskih con v Sloveniji in da jih še potrebujemo? Zakaj mislite, da je potrebno obzidati vse reke, Soro, Savo, Vipavo, Savinjo? Zakaj mislite, da je potrebno graditi 3000 novih stanovanj, pa imamo še kar 2 milijona ljudi, toliko kot smo jih imeli, pa so podeželje prazni. Imamo 1.200.000 avtomobilov, pa nimamo avtobusov za podeželje, podeželje se prazni in da ni nobenega denarja namenjeno obnovi hiš na podeželju. Zakaj mislite, da je potrebno imeti pametna mesta in kaj storiti, da bo temu drugače? Hvala lepa za besedo. Majčkeno bom vrstni red obrnil. Jaz sem zelo vesel, da je pred mano bila gospa Ana, oziroma čudovita ženska Ana, ki sem jo po dolgih letih srečal danes. Pa začnimo pri Homeri, bi rekel Prešeren, torej pri znanosti. COVID histerija
se bo zdaj nadaljevala z klimatsko histerijo, vam kar napovem, kajti se že kurbljajo te peči, se nalagajo, ker nas ne bi sami sebi spekli v tem ekonom loncu, ampak to je nova prevara, ki je na vidiku. Dajmo začeti pri znanosti. Dogodilo se je nekaj neverjetnega v času korona histerije, da so nam zaukazali, verjemite v znanost. Čakajte malo, verjame vernik. Ne? V znanost je treba pa dvomiti, kajti filozofski oče znanosti, Descartes in pol Bacon in ostali veliki možje, ki so napravili to revolucijo, so nas učili, da je temelj znanosti dvom. Dvom je metodično načelo, ne pa dogma. Zdaj, če hočemo preigrati to dogmo, ki smo doživeli v COVID histeriji, dajmo primerjati dogmo, kako je identična na nivoju znanosti, ki je postala religija. Torej, uradno pri neki religiji je bilo takole, vsi ste grešniki. Pri COVID histeriji kot veri, vsi ste bolniki. Pri lažni znanosti rešitev za greh je spoved in jasno je potem pokora za storjene grehe. Pri novodobni znanosti, ki to ni, je pa rešitev PCR test in potem karantena, če si pozitiven. Karantena kot kazen za neposlušne, ki se niso držali zapovedi, kako ohranjati svoje zdravje in so grešniki grešili, zdaj so zakazani v karanteni. Torej vidimo, popolna analogija. Torej treba je znanost vrniti nazaj na tisti nivo, kot je bila znanost utemeljena. Posledično tudi je medicina ugrabljena, da ne rečem posiljena strani farmacevtskega velekapitala. In če hočemo rešiti ta del, moramo zdravnikom vrniti dostojanstvo, kajti oni so bili posiljeni strani farmacije. To ni več medicina, iz tega smo dobili terapevtsko državo, od zdaj pa politiki skrbijo za naše zdravje, lepo vas prosim. Politik pa zdravje. Ne? Mi rabimo afirmacijo tiste politike, ki izvira z naše tradicije, slovenstva skozi stoletja, in rabimo tisto, bi rekel, da rabimo terapevtske države, torej da rabimo tudi politične medicine, kajti to, kar smo imeli kot medicino, ni bila medicina, ampak je bila histerizacija ljudi, ki mi je bolj pri srcu, bi rekel temu, šumenje denarja na računu, kot pa šumenje dreves v gozdovih. Torej, vrniti treba spoštovanje do sočloveka, vrniti moramo zaupanje en v drugega. Tisto, kar je naredilo preživetje slovenskega naroda skozi zgodovino, je bila neposredna lokalna demokracija. To, da smo mi v času tisočletja feudalizma imeli lokalne posvete gospodarjev ali pa hupt te lokalne kmečke vaške skupnosti napram tistemu gor, ki je bil na gradu na vrhu hriba, ki je bil tujec. Mi smo služili Dunaju 1000 let, pa v Beogradu 50 let, pa zdaj služimo nekemu Bruslu. Pa lepo vas prosim, kdo pa so ta svoja, ta drhav, ki se je navlekla v Brusel? Kdo jih je izvolil? A smo jih mi izvolili? Kako mi lahko dopuščamo, da nam vladajo neki ljudje, ki nimajo pojma o življenju, ki nimajo pojma o naši tradiciji? Mi kot slovenski narod si moramo sami zagotoviti svojo avtonomijo, svojo suverenost in živeti tako, kot mi želimo, kot se bomo mi odločali, nekako nam ena drhav bruselska ukazovala, kako ne živimo z nekimi zelenimi preboji. Pa lepo vas prosim, kdo se bo kam prebijal? Mi smo znali preživeti tisočletja na tem prostoru in moramo ta znanja ohraniti. Temu zunaj resni analitiki pravijo ecological knowledge, traditional ecological knowledge, torej tradicionalna ekološka znanja. Stoletja smo živeli perfektno, ne sonaravno. Zdaj smo vsi so sonaravni, to je tak čivumi, ki se vlači gor pa dol. Vse je sonaravno, vse je trajnostno, pa Bog pomagi.
ta zadnji kmetič v Sloveniji, ta zadnji hrivom je živel ekološko, brez učbenikov, brez doktoratov, ne? Zato, ker je znal sobivati z naravo. Ne? Danes imamo sistem, kot sem prej rekel, ki ne temelji na zdravju, ampak na reprodukciji bolezni. Pa kakšen je to sistem? Vi, ki ste zdravi, ste totalna nacionalna katastrofa za farmacevte, ker ne prinašate mega dobička, ker ste zdravi. Ste enaki, kot da bili mrtvi. Tudi tisti, ki je žrtev, bi rekel temu, zaključnih del v zdravstvu, ima samo še eno smer na pogud na Britov, ne, to vemo, ne. No in tam na Britov je tudi zguba. Tako kot zdrav človek je zguba. Vidimo, da moramo vrednotiti človeka ne skozi denar, skozi medsebojne odnose, skozi tisto, kar je ta narod znal skozi zgodovino delati, kajti po tem teritoriju Slovenijo so hodile hude armade, močne armade, plenile, ropale, nekaj počele, ampak ta narod je preživel, ki je bil solidaren, ki se je znal samo organizirati in tudi zdaj se bo znal samo organizirati in se vem, da se bo znal. To vam želim vsem skupaj. Hvala lepa. Bravo. Res je. Mateja Žlogar. Edinstven primer, ki na dveh kmetijah, eni na Gorenjski, eni na Štajerski, se preživi z delom svojih rok. Poleg tega si vzame čas za organizacijo in aktivacijo ljudi po terenu, za ozaveščanje. In Mateja, samo dva vprašanja. Kako se da preživeti z delom svojih rok brez kemije in brez subvencij? In kaj se dogaja po Sloveniji iz vidika aktivizma? Jaz imam v teh časih tako prispodobo neke nostalgije, ko je na vsakem hribču, ko niso imeli telefona, bil kres, mali kres, pa so potem vedeli, da se tam nekaj dogaja in potem so vedeli, da se tam združujejo in da se pogovarjajo, kako naprej. Tudi sedaj je že kar veliko teh kresov po Sloveniji. Daj povej kaj več o tem. Hvala, Irena, za povabilo in za besedo. Vsak izmed nas je lučka, vsak izmed nas je iskra in vsak izmed nas je kres, ki se je pržgal, zdajle se to najbolj vidi v teh zadnjih 2 letih in vsak ima okrog sebe svoje ljudi, ki so videli, da se vse da, če se hoče, tudi te ukrepe, ki smo jih dali čez, malo pohvatati krivine, ker so se ljudje po nas zgledovali in so videli, da se marsikaj da, če se hoče, tudi v kmetijstvu se da marsikaj doseči. In tukaj gre zahvala vsem ljudem, ki so naravno kmetujejo, ki so začeli uporabljati znanja starih praks, to je ta biodinamika, ekološko kmetovanje. Kako mislite, da smo preživeli milijone let brez kemije? Ja, tako, da je šlo znanje iz ene generacije v drugo. In tukaj gre to znanje, predvsem, oziroma gre zahvala za to znanje, prenos iz ene generacije v drugo. In volji ljudi, volji mladih, jaz sem prej gledala, kaj gospa Ana govorila, otroke, to so jim učke so jim zažarele, ko je rekla, evo, to so pa moji študente. Zaradi njih se splača vztrajati, zaradi ta mladih se splača vztrajati. A ste kdaj videli otroke, če jih znate pravilno motivirati, kako z veseljem sodelujejo, sploh če vidijo, da jih upoštevate, to je naša prihodnost, zaradi njih se splača. Jaz imam 4 otroke doma, vsi znajo kuhati, vsi znajo kmetovati, vsi si znajo hrano sami pridelati. Od majhnega. In dajmo starejši, če imate kakršnokoli ped zemlje, tudi če imate samo balkon, dajte, tamle imate home garden, ko vam bojo pokazali, kako se to doma na balkonu pridela solata, paradajz, paprika. In če imate otroke, pokažite jim, ker nikoli ne veste, kam jih bo pot peljala, mogoče si bojo kupili kmetijo in bojo imeli že eno znanje, pa čeprav iz pridelovanja v enem majčkem koritu. Ampak, a veste, a ste že videli, kako otroci uživajo, ko brskajo po
po zemlji, ko sadijo, ko vidijo, da njihov trud da sadove, ko trgajo svoj prvi paradižnik, ko trgajo svojo prvo jagodo, ki so jo sami pridelali. To jim omogočite pa makar v tegelcu na balkonski polici.